Ta zadeva ima že daljšo zgodovino, bom rekel, pred več kot 4 leti je tu potekal mednarodni projekt, torej bilateralni projekt med Slovenijo in Avstrijo z imenom CESLA, kjer je šlo za implementacijo ultralahkih vozil v Sloveniji in Avstriji. Rezultat tega je bilo potem tudi nekako prvo tekmovanje in vsa ostala tekmovanja so pa nekako posledica vsega tega. Zakaj smo se danes zbrali? Ja, to tekmovanje nekako skušamo vzdrževati zaradi tega, ker mislimo, da spodbuja inovativnost mladih, tako dijakov kot študentov, in da dijake in študente v končni fazi prisili do tega, da ne končajo s teorijo, ampak da naredijo končni izdelek. To torej pomeni nekako, da pridobivajo tudi praktična znanja in zadevo znajo izpeljati do konca. Tekmovanje poteka v dveh kategorijah, in sicer ena kategorija neomejena, torej kjer ni nobenih omejitev, druga kategorija pa je kategorija cestnih koles. To pa pomeni, da mora biti kolesa izdelana na tak način, oziroma predelana na tak način, da so sposobna oziroma primerna za cestno vožnjo. To pomeni, da mora imeti moč omejeno na 250 vatov, potem hitrost tudi na 25 km/h. V tej kategoriji je dodatna omejitev za študente še, da za predelavo kolesa ne smejo porabiti več kot 500 evrov. Torej imajo možnost, da pokažejo vso svojo inovativnost znotraj teh 500 evrov. Naš prvi namen je bil, da bi čim boljše spoznali električna kolesa, nasploh prevozna sredstva na električni pogon, pa zraven tudi videli, kako malo potekajo projekti. Šlo je za uporabo obstoječih komponent, ki se jih da dobiti na trgu, za njihovo ustrezno medsebojno kombinacijo, da je vse skupaj potekalo kot celoten sistem. Mi smo se pa posebej osredotočili na izboljšanje hlajenja motorja, namreč pri teh manjših motorjih, pri recimo večjih obremenitvah, kot je vožnja v klanec, hitro pride do tega, da se motor pregreje. Zato smo se odločili za namestitev dodatnih ventilatorjev v sam brushless motor, ki so nameščeni na njem in izboljšajo njegovo delovanje. Eno podjetje Elektromna je pri tem pomagalo. Pa Faks. Žal ni tako, predvsem zaradi strategije, ker smo žal šli v neomejeno in neomejeno kategorijo. To so v bistvu zaradi birokratskih težav. Kaj se pa tiče same sodelovanja v neomejeni kategoriji, pa je predvsem problem finančnih sredstev.